Smo že pri zadnji oddaji sezone. Leto je spet ekstremno hitro minilo. Se mi zdi, da gre vsako leto hitreje, tako da počasi se bom nehal čuditi, ampak k sreči je bilo tudi zanimivo. In če vam postrežem s kratko statistiko za leto 2025, pri volanu smo vozili 141 testnih avtomobilov, bili na 33 mednarodnih premierah, obiskali 4 velike avtosalone, ko vse skupaj seštejem, smo vozili skoraj 300 različnih avtomobilov. Matej je nekajkrat obkrožil svet, ker je bil toliko na letalu, sam na Kitajskem je bil 5-krat, kar veliko pove o tem, kako pestro je v svetu avtomobilizma. V današnji oddaji pa se ne bomo vračali v preteklost, ampak bomo ostali v sedanjosti in videli boste, kako Anže prevaža novoletno drevo in kako z avtom polni električno kolo. Izvedeli boste, kateri je najmanjši hibrid v ponudbi pri Toyoti, kako je lahko tudi tak hud avto investicijska olajšava za vaše podjetje, za začetek pa najbolj pričakovan BMW tega leta. Kdo bi si mislil, da bo eden od najbolj pričakovanih avtov letošnjega leta električni križanec? Ja, če bi kdo to rekel, recimo 5 let nazaj, bi verjetno mislil, da se mu je zmešal. Ampak BMW je že takrat začel z razvojem čist nove električne platforme za svoje modele nove klase. Vmes je zgradil čist novo tovarno v Debrecenu in to je zdaj njihov prvi avto, ki je, kot sem rekel, zelo pričakovan. Ja, redko dobim toliko vprašanj za en avto, ki sploh še ni na cestah, kakor prav za tega. In kaj ponuja? Če resno hitro pogledam novo masko, ledvičke so zdaj takšne ozke, BMW gre res v eno novo dobo oblikovanja z novim iX3. Notranjost je tudi presek s tradicijo, predvsem zaradi tega ogromnega projekcijskega panoramskega zaslona. Predvsem pa je pogonska tehnologija tista, ki jo vsi tako težko pričakujemo. Evo, baterija je 75% polna, pa še zmeraj kaže doseg 557 km. Ok, no danes smo prileteli tukaj na jugozahod Španije, zaenkrat nič ne pada, za jutri je pa napovedan dež. Super. Ampak, če sem se kaj naučil v svojem življenju, je to, da se zaradi vremena pač ne smeš jeziti, ker je škoda živcev in k sreči so bili ti posnetki avta narejeni v lepem vremenu. Prvi iX3 bodo v garaže voznikov zapeljali marca, seveda pa jih že veselo proizvajajo, da bodo pravočasno izpolnili vsa naročila, ki jih že zdaj ni malo. Tovarna v Debrecenu je tudi prva BMW-jeva, ki deluje samo na obnovljive vire, medtem ko so kar milijardo evrov investirali še v svojo tovarno Steyr, kjer izdelujejo motorje za vse modele nove klase. Prvi naslednji model bo recimo i3, torej električna limuzina, sicer pa bodo vsi BMW-ji, ki jih bodo predstavili od leta 2026 naprej, čist novi. Kar 40 novih različic ne bi predstavili v naslednjih 2 letih. Noro. Ampak iX3 je prvi in bo verjetno, v skladu s časom, ko so takšni avti najbolj zaželeni, tudi najbolj priljubljen. Zdaj ima takšne ozke in pokončne ledvičke, ki vas verjetno spominjajo na kakšne BMW-je iz 60-ih let prejšnjega stoletja in moram reči, da izgleda tole bistveno boljš kot tiste groteskne, ogromne maske pri nekaterih modelih, ki smo se že prav norce iz njih delali. No, zdaj bojo takšne in tukaj noter so tudi lepo skrili vse sisteme, ki jih moderen avto mora imeti. Ta je sploh pameten, inteligenten, kot mu je rekel glavni inženir, ker ima toliko nekih sistemov in zmogljivih računalnikov, enemu pravijo kar Heart of Joy, torej srce užitka. Ker so notranjost zasnovali čisto na novo, bo tudi za BMW-jeve voznike kar neki novosti, čeprav imaš še vedno občutek, da sediš v bavarcu. Evo, recimo tale zaslon je totalno presekal z vsem, kar poznamo, pogledajte koliko oto ima, 6. S tem, da sta ti 2 stranici takole prisekani, ampak je tukaj tudi uporabna logika, ker je zaradi tega potem bliže takole rokam voznika, imaš tukaj določene bližnjice takoj dosegljive, recimo tole za izklop opozorilnika na hitrost, a ne? Deluje pa vse skupaj itak ful brezhibno in hitro, lepo odzivno. Najbolj je pa zanimiv ta projekcijski zaslon čez celotno širino vozila, ki se ga lahko tudi nastavljaš po željah do določene mere. Evo Panoramic Vision, pa daš pa Configure, pa si tukaj lahko spremeniš kakšno stvar, recimo če nočeš, ne vem, imeti kakšno je vreme, daš, ne vem,
koliko so kolesa zavita ali pa kakšne take zadeve. Če pa komu tudi to premalo, ima pa še vedno tudi projekcijski zaslon, tukaj je samo za voznika, da lahko med vožnjo lepo gleda samo na tisto zadevo. Pa potem tukaj ima skrito še eno tako kamerco, za tiste, ki radi delate selfije ali pa se s kom pogovarjate. Tukaj pa sta še dva brezžična polnilnika po 45 W za vaše telefone. Ja, ni da ni. Za začetek bo na ceste pripeljal takšen model 50, torej iX350, pri katerem je moč motorja 345 kW, to je 469 konjev. Velik avto zelo konkretno vleče, res se hitro premika, poleg tega ima pa še ogromno baterijo. 108,7 kWh energije lahko shrani, zato je tudi doseg res konkreten. Tovarna sicer pravi, da po VLTP prevoz kar 805 km, ker je povprečna poraba 15,1 kWh na 100 km, ampak tudi v praksi kaže, da se bo z njim res dal peljati daleč. Vse to preverjamo v testu, ker recimo tudi zjutraj, ko sem avto prevzel, je pisal, da ima doseg 900 km. Tudi to, da se baterija za 372 km vožnje napolni v samo 10 minutah, bom preveril. In seveda, zasluga gre 800-voltnemu omrežju, ki omogoča hitrejše polnjenje in nasploh boljše zmogljivosti, ker ima ta BMW tudi čist novo baterijo s cilindričnimi celicami, obenem pa je sama baterija tudi strukturna komponenta vozila, zato je lahko vse skupaj lažje in na koncu boljše za vožnjo. In kaj sem ugotovil na tej prvi vožnji, da se ne glede na velikost in maso ta avto pele res dober. Tako da komaj čakam na i3, ki bo manjši, nižji, lažji, tisto pa res že mogel fajnjati. Volan, sicer dober občutek na njem, ampak tale prečka priznam, da mi ni preveč všeč. Ampak obstaja tudi takšen s tremi. Dolg že nisem bil presenečen nad kakšnim avtom, kakor sem nad telem, tako da za konc leta je tole prav prijetno presenečenje, sploh ker je električen. Res je zanimiv avto in vem, da ga marsikdo že komaj čaka in moram reči, da tudi upravičeno. Če ste se pa spraševali, kva je tole oko, ki me tam ne gleda, to je ogromna oljarna, totalno huda, sploh noter, neverjetno, česa tazga še nisem videl in cel prostor, mislim. In koliko je bila poraba na koncu? Malo manjka 18, je pa večinoma bila vožnja po mestu pa regionalnih cestah, tako da sem preračunal, da če bi s polno baterijo prevozil okoli 560 km, ne bo tako slabo. V bistvu to sploh ni slabo. Ne, ampak se mi zdi, da bo pa model, ki bo imel šibkejši motor, še bistveno boljši. In tudi cenejši bo, ko bo. Ja, drugo leto. No, jaz pa sem pripravil prispevek z ne sicer poceni avtom, ki pa je lahko potencialno zanimiv tudi za podjetnike, ki želijo nekaj več. Če nas pri volanu vprašate, kaj si mislimo o SUV-jih, ki jim znamke na vsak način zraven lepijo oznake športen, pol pa rečejo, da je kupe, bi dobili kar nekaj sočnih odgovorov. Pri Porscheju ima taka oblika vsaj nek smisel, ker gre za znamko z zares bogato športno zgodovino. Ko ga pogledam takole od boka, vidim celo nekaj podobnosti z 911, ko se streha takole položno spušča proti zadku. To seveda pomeni, da je malo manj praktičen kot Cayenne SUV, ki ima bolj ravno odrezan zadek, ampak je takšen za nekatere pač bolj atraktiven. Sploh, če gre za serijo Black Edition, ki je zdaj na voljo tudi pri hibridnem Cayenneu, ki ga lahko podjetja celo uveljavljajo kot investicijsko olajšavo za zeleni prehod. Gremo najprej od zelene nazaj k črni barvi, ker se Black Edition sliši totalno hudo, ampak to ne pomeni, da bo avto nujno črn. Tale je recimo siv, oziroma pri Porscheju v tej barvi pravijo kvarcitno siva kovinska, če boste želeli točno takšno, in meni se zdi, da mu kar paše, ker dodatki Black Edition pridejo še bolj do izraza. Meni sicer najprej v oči padejo tale lepo platišča RS Sport Design z barvnim logotipom in res širokimi pneumatikami, zadaj so kar 305. Prepoznali ga boste po številnih črnih dodatkih, tudi po črnih obrobah stekel in črnem napisu na boku. Serijsko ima HD matrične LED žaromete, ki fantastično osvetljujejo cestišče in ne motijo nasproti vozečih, meni pa so še posebej všeč športni zaključki izpušnih cevi, ki dajejo tisti pravi videz in tudi ostalim povejo, da tudi s velikim Porschejem ni nobenega heca, pa čeprav na boku piše e-hybrid.
Isto vas bo navduševal znotraj, kjer je kar nekaj črne barve, če je že Black Edition, ne? Meni je še posebej všeč, da deluje hkrati športno in elegantno, da ni nekega kiča. Še najbolj izstopata tile dve ročici, ki malo štrlita ven, ampak ostalo pa se lepo zlije v celoto. Tudi tale zaslon pred sovoznikom ni preveč moteč in tudi tale ura na armaturi ne štrli preveč ven, ker Porsche jo pač mora imeti, ne? Če slučajno pozabite, v katerem avtu sedite, je v vzglavnika tukaj vtisnjen še logo znamke, volan pa je po moje perfekten. Ravno prav velik, ravno prav debel, pa še 3 krake ima. Izdelava je itak brezhibna, kul detajl pa so še osvetljene črne letvice na pragovih. Evo, ničesar preveč, pa še vedno imaš vse, kar pričakuješ od avta, za katerega odšteješ kar konkreten kupček denarja. In olajšava za podjetja, ki sem jo omenil na začetku. Od 1. januarja 2022 imamo v Sloveniji 40% investicijsko olajšavo za zeleni prehod, kamor spadajo tudi hibridna vozila. To lahko podjetja izkoristijo v 5 letih po nakupu, če vlagajo v trajnostno mobilnost, je pa pomembno, da nakup vknjižijo kot vlaganje, kar pomeni, da lahko gre za lastna sredstva, kredit ali finančni, ne pa operativni leasing. In ker je takšen Cayenne hibrid, lahko služi tudi kot takšna investicija. V skladu s časom je torej pogon tukaj lahko hibriden, ampak da bo še vedno tisti pravi Porsche, se lahko pohvali z zelo lepimi številkami. Končna hitrost je 254 km/h, pospešek do 100 pa traja 4,9 sekunde, zato se ni treba bati, da vas bo prehitel vsak lokalni dirkač, ker vi vozite hibrid. Tudi občutek je pravi, zato lahko mirno rečem, da je tole eden od najbolj, če ne celo najbolj športen SUV po občutku za volanom. Vse deluje malo bolj čvrsto, imaš občutek, da kontroliraš avto, da si del vožnje, čeprav je res, da ima kar 2,5 tone. Ampak ne deluje okorno, ne bom rekel, da je lahkoten, ker na zaprtih cestah se lepo čuti, da je dolg skoraj 5 metrov, se pa zato lepo pelje in ti daje tisto samozavest, da gre. Ni pa tu mehak avto, česar verjetno tudi noben ne pričakuje od Porscheja. Upam, no? Pa spet, ne pričakujte, da se z njim ne morete peljati udobno. Za vožnjo po avtocesti recimo zelo prijeten, ker je tih in umirjen, če to želite. Zračno vzmetenje pa poskrbi, da lepo pobira vse cestne nepravilnosti. Vem, da vam bo zelo všeč, kako močne vmesne pospeške ima, zato tule tudi piše boost in ko pohodite pedal, pomaga konkretno še elektromotor, da so prehitevanja res hitra. To je priključni hibrid s precej veliko baterijo, ki bruto pospravi skoraj 26 kWh elektrike. Po podatkih tovarne lahko na elektriko prevoziš od 79 do 85 km, odvisno od opreme avta. Po zimi seveda malenkost manj, ampak še vedno bo za večino dnevnih poti več kot dovolj. In res je fino, da se baterija polni z 11 kW, da se lahko napolni potem tudi na javnih polnilnicah v dobrih 2,5 ure. Glede na to, da je omejitev parkiranja pri nas večinoma na polnilnicah 3 ure, je to idealno. Sam elektromotor ima 130 kW, bencinski motor je pa turbo 6 valjev ima in 3 litre prostornine. Sistemska moč, pazi, 346 kW, kar je 470 konjev, pa še 650 Nm navora ima, zato vas ne bo strah, da kdaj ne bo šlo. Če si ga lahko privoščite in seveda želite voziti nekaj prestižnega, je takšen Cayenne lahko celo investicijska olajšava za vaše podjetje. Najbolj važno pa je, da kljub hibridnemu pogonu ohranja tisto, po čemer je Porsche znan in da zdaj lahko tudi ta model dobite v seriji Black Edition. Se enak velja tudi za električne avte. Seveda, s tem, da lahko uveljavljaš še subvencijo do 65 000 € in odbiješ DDV do 80 000 €. Pol pa peva hitro po en hud električen avto, ker očitno se splača. Ja. Ampak mora pohteti, imamo samo še 3 dni. Ja, itak treba čim prej zapraviti vse te milijone, ne. Seveda obstajajo tudi ugodnejši avti, ne, ki pa imajo še vedno vse, kar potrebujejo moderne družine. V bistvu še več, kot boste videli v naslednjem prispevku. Tam je kar veliko. Koliko električnih karavanov poznate? Jaz sem se mogel prav potruditi, da sem poleg tega našel še 3, ampak so v bistvu vsi 3 toliko dražji, da jih sploh nima smisla omenjati. Zato je MG5 EV v bistvu edini električni karavan, ki si ga lahko privošči vsak, ki kupuje nov avto. Zakaj pa bi imel karavan, če danes vsi kupujejo križance? Ja, ker se lepše pelje, je bolj udoben in tudi strošek vožnje je načeloma nižji in seveda ima tudi ta veliko prostora.
V kabini se bo brez težav vozila družina, ker je avto dolg 4,6 metra, no prtljažnik bo pa tudi brez težav pogoltnil vso kramo. 476 litrov ponuja in mu pogonska baterija ne odžira prostora. Res je, lahko bi bil še malenkost večji in lahko bi imel še prtljažnik spredaj, ampak ker MG5 EV ni narejen na namenski električni platformi, je to pač kompromis, ki pa v bistvu sploh ni zelo slab. Elektromotor poganja sprednji par koles in ima 115 kW moči, to je 156 konjičkov, kar poskrbi za poskočno vožnjo, če gledam nanj kot na družinski avtomobil. 8,3 sekunde potrebuje z mesta do 100 na uro, ker je za električni avtomobil tudi precej lahek, okrog 1600 kg tehta. Manjša masa se pozitivno pozna tako pri udobju kot pri dinamiki vožnje, ker MG5 sploh ne deluje okorno, pa še občutek na volanu je presenetljivo dober. Ni to avto za špilat frajerja, ko boste ženi pokazali, kako dober voznik ste, je pa avto veliko bolj poskočen, kot nakazuje ta zadržana oblika. Lahko vleče še 500 kg težko prikolico, če boste montirali kljuko, torej je uporaben tudi za našega Mateja, oziroma za vse tiste, ki s sabo vozite električna kolesa. Za ta je v bistvu še posebej primeren. Ima namreč funkcijo Vehicle to Load, kar pomeni, da lahko črpa energijo iz te velike baterije in v bistvu z njo napolni kakšno drugo stvar na terenu, ki potrebuje elektriko. In ta druga stvar je v mojem primeru električno kolo. Zadeva je čisto simpel, priklopim in začnem polniti. Namesto kolesa bi lahko priklopil kakšno drugo stvar, naprimer kosilnico ali pa žar na elektriko, ampak nimam mesa s sabo in se mi je zdelo kolo boljša ideja. Za razliko od večine ostalih kitajskih avtov sem tukaj prav prijetno presenečen, da DAB dobro deluje. Vem, sem še iz stare šole in nekateri še poslušamo radio, ima pa seveda tudi podporo za Android Auto in CarPlay. Pomembno je, da so vse funkcije na zaslonu precej enostavno dosegljive, ker so urejene takole po sklopih in v bistvu takoj dostopne. No, v MG Pilot pa v bistvu so na voljo tudi vsi sistemi za pomoč vozniku pri vožnji. In spodaj so našli še prostor za klasična stikala, to je pa za vse tiste, ki se nismo rodili s telefonom v roki. Poraba zdaj v hladnem vremenu ni majhna, sploh ker se večinoma vozim po avtocesti, tako da je okrog 21 kWh in z njim na Gorenjskem prevozim okrog 250 km, tukaj blizu obale, kjer je malo bolj toplo, pa okrog 300. Po VLTP ne bi prevozil celo 400 km, kar bi pa dosegel, če bi se večinoma vozil po mestu in njegovi okolici. Edino pri polnjenju bi si želel, da bi se odrezal malenkost bolje. Največja polnilna moč je v bistvu samo 80 kW, jaz več kot 77 niti videl še nisem. Je pa res, da ga bo večina najbrž polnila kar lepo doma, je najceneje in tudi najbolj enostavno. Če imate 11 kW polnilnico, bo baterija polna v 6 urah. A veš, da nam je pred dobrim mesecem pisal tudi gledalec Rožle in je rekel, da zakaj še tega MG-ja nismo imeli v oddaji, če je že toliko časa pri nas, pa sem mu napisal, da ga še enostavno nismo dobili v uredništvu. Pa sej, zdaj bo tudi on zadovoljen. Več kot zadovoljen, ker smo že prejšnji teden objavili en prispevek s tem MG-jem, tako da se bo Rožle lažje odločil. Če vas zanima še več o avtomobilih, se lahko prijavite na naš tedenski novičnik, aka newsletter, na volan.si, čisto od spodaj, ne? Pa boste prejemali novosti iz sveta avtomobilizma, tudi povezave do naših vsebin. Fajn zadeva vam povem. Ti si že prijavljen? No in če sem. Sveda sem. No, pa Vada, da sem. No. Prijavi tudi malo pa foto, če še niste. V ozadju pa se že ogreva naša zvezda za volanom. O ja! Takrat je bilo sicer malo bolj mrzlo, pa bedno vreme tule v Ljubljani, ne, kot večinoma. Še pred tem pa malo bolj resen prispevek. Za prometno varnost moramo v prvi vrsti poskrbeti sami, lahko pa nam pri tem pomaga tudi moderna tehnologija. Ne samo v avtih, tudi infrastruktura. Pa tukaj ne mislim cest, čeprav so tudi te marsikje vzrok za nesreče. Potem pa vsi govorijo, da je bila kriva neprilagojena hitrost, ker se jim ne da raziskovati dejanskega razloga za nesreče. Ok, no tukaj sem bolj mislil na vse, kar je ob cesti, torej na prometni znake in podobno, ker sem pred kratkim naredil en ful dober prispevek o prometni signalizaciji, ki je bila pametna. Tokrat sem pa najdel eno na Ptuju.
Zakaj na Ptuju? Ptuj zato, ker je bil problem preprosto. Vsako leto skupaj z občinami identificiramo tam nekje med 24 in 26 nevarnih točk srečanja. To je tam, kjer se nesreče že dogajajo ali pa vozniki izvajajo kakšne manevre, zaradi katerih je potem povečana možnost za nesreče. In kaj so ugotovili na Ptuju? 30% voznikov je recimo včeraj na tej lokaciji prekoračilo hitrost na prehodu za pešce. Se pravi, ne samo, da na prehodu za pešce niso upočasnili, ampak so še prekoračili dovoljeno hitrost 50 km/h. In ker klasični utripajoči prometni znaki niso bili več učinkoviti, ker smo se vozniki preveč navadili nanje, so razvili radarski prometni znak. Sistem je sestavljen iz dveh prometnih znakov, ki sta poudarjena z reflektivno folijo in pa utripalcema. Je inteligenčni sistem, ki v bistvu znotraj znaka so določeni senzorji, ki pomagajo pri zbiranju statističnih podatkov in potem obdelavi. Zbirajo se podatki v oblačni podatkovni bazi, tako da lahko tudi partner Zavarovalnice Triglav in pa seveda občinam, ki so ta sistem odločile, potem dajemo te podatke, da vidijo, koliko se je situacija na določenih teh točkah izboljšala. Seveda. Ampak ti noben na podlagi tega kaznovan? Ne, to pa ne. Ne gre v bistvu za certificirane sisteme, pa v bistvu ne zajemamo slike, ker niti ne smemo. Ne. Gre samo v bistvu za statistični zbir podatkov o hitrosti gibanja vozil na teh točkah. No evo, niso vsi radarji samo za kaznovanje nas voznikov, ampak tudi za opozarjanje, čeprav vem, da vi verjetno v okolici šol pa vrtcev vsem boste mačkam bolj previdno, a ne? Največjo težavo v prometu pa po mojem predstavljajo droge. Alkohol tudi spada med droge, čeprav ga omenjamo posebej, ker je toliko razširjen med nami. Kako pa dejansko vpliva na nas? Alkohol je sploh z vidika vožnje predvsem problematičen v tem smislu, ker vpliva na delovanje možganov. Gre za majhno molekulo, ki zelo enostavno vstopa v možgane in vpliva pravzaprav na vse dele, še posebej intenzivno vpliva na možgansko skorjo, ki je pa tista, ki je odgovorna za reguliranje impulzivnosti, za odločanje, za planiranje, za presojanje situacij. Kaj pa konoplja, ki je najbolj razširjena, še vedno prepovedana droga v Sloveniji? Gre pravzaprav za to, da se konoplja umeša v neko naravno procesiranje informacij v možganih in sicer na način, da se pravi, to naravno procesiranje informacij poteka s pomočjo naših lastnih kanabinoidov, tako imenovanih endokanabinoidov, ki so pomembni za tvorjenje spominov in za tvorjenje, se pravi, za odločanje o prioritetah, čemu bomo dali prednost in čemu ne. In potem konoplja pravzaprav vpliva neselektivno na naše možganske povezave in na ta način prispeva k temu, da je spet zvečan reakcijski čas. Predvsem je problem, ker smo takrat težje sposobni razločiti med različnimi dražljaji, ki zahtevajo našo pozornost, sploh takrat, ko je več udeležencev na cesti pa v prometu. Eno je ta akutni efekt, se pravi potem, ko nekdo rekreativno uporablja konopljo in gre takoj voziti, ampak pomembno se je zavedati, da konoplja tudi v bistvu trajno vpliva na te živčne povezave in na delovanje možganov. V Sloveniji pa je problem tudi nadzor nad tistimi, ki jim je bilo že ali pa še bo odvzeto vozniško dovoljenje. Zelo velika je komercializacija tega področja. Pojavlja se cela industrija, ki pripravlja, uči osebo, kako čim bolj uspešno opraviti zdravniški, psihološki pregled. Mislimo, da je elektronska ključavnica zelo dobra rešitev, zelo veliki podatkov iz tujine o njenih dobrih uspehih na tem področju. Tako da pravzaprav kot zdravniki ne vidimo, kje so ovire, da se to ne vpelje tudi v Sloveniji v najkrajšem možnem času. Res je, žal je tako, da letošnje stanje statistike kaže, da imamo že 88 mrtvih na slovenskih cestah, 27 jih je žal umrlo, ker je bila povzročena prometna nesreča strani povzročitelja, ki je bil pod vplivom drog ali alkohola. Lansko leto je bil pa dejansko najboljše leto merjen v statistiki, odkar merimo statistiko na področju mrtvih v cestnem prometu. Vse države sledijo viziji nič, torej da bi nekoč v prihodnosti dosegali nič žrtev na cestah. In ponekod nam to že uspeva. We have so many cities in Europe, but also worldwide, who are performing zero fatal accidents. And for the first time, Ljubljana, a capital of a member state of the European Union, has received an award of recognition. 1 year, 12 months, no fatal accident. And this is exceptional. And I hope that this other capitals of Europe will form, let's say, a network of these zero accident cities.
Letna poraba alkohola v letu 2024 je bila pri nas 10,4 litra čistega alkohola na prebivalca. Torej, če štejemo vse, ki so starejši od 15 let, bi mogli vsak dan popiti 2,5 deci pira, to je pol pira, 1 deci vina, pa 0,1 deci žganja. Vse skupaj, vsak dan, vsak Slovenc, ki je starejši od 15 let. Tukaj smo pa kar pridni Slovenci. Predvsem je nasvet ta, da če se odpravljate na zabavo, kjer veste, da boste pili alkohol ali pa zaužili kakšno drogo, razmislite prej o tem, kako boste prišli domov. A boste, ne vem, izkoristili javni prevoz, taksi ali pa najdite prijatelja, družinskega člana, ki vas lahko pride iskat in vas varno pripelje domov. Nihče od nas si ne želi, da bi se zbudili v jutro, kjer bi nas zajela groza, ko bi se zavedli, kaj smo storili prejšnji večer. Ja, kot je Anže že zadnjič povedal, naj svetijo praznične in neintervencijske luči. Jaz sem dobro rešitev za to. Vedno, ko kam grem in vem, da bom pil, ker na Štajerskem pač težko ne bi, grem brez avta in pol za domov nimam druge izbire, kot da me nekdo pelje. Ja, absolutno. Drugače pa treba tudi to vedeti, da pozimi so razmere vse majčkeno bolj zahtevne, kar pomeni, da je tudi veliko večja možnost, da se kaj neumnega zgodi. Ja, zato gremo zdaj nazaj v malo bolj tople kraje, kjer je Matej vozil najmanjšo hibridno Toyoto, pol pa se vrnemo nazaj k nam v mokro zimo, kjer je Anže vozil smrekico. Okrašeno. Ni bila okrašena še. Torej, ni bila praznična smreka? Da, ampak bo pol okrašena. Je bila sem smreka? Ja. Toyotin Aygo Cross je avto z najmanjšimi izpusti na trgu, če ni priključni hibrid in če hočete voziti, recimo temu, klasičen avto, v katerega točite gorivo. Seveda je tudi ta hibrid v bistvu prvič sploh v tem razredu malčkov in je že samo zato poseben, ga pa vse ni treba polniti, ker se sam polni med vožnjo. Ampak Aygo X oziroma Aygo Cross je poseben tudi zaradi vseh drugih lastnosti. Poudarjam, da je Cross zaradi tega, ker mu Toyota pravi urbani križanec, čeprav ni posebej visok ali pa ne vem koliko daljen od tal. Vse pa seveda sedi višje, da imaš boljši pregled nad pločniki v mestu. Včasih je bil Aygo takšen malček, danes je pa takšen in očitno je bil med Evropejci zelo priljubljen, ker je dosegel kar 20% tržni delež med malčki. Je pa res, da ta segment počasi pada. V Evropi imamo rajši majčkeno večje avte. Ko enkrat zapelješ tega, pa vidiš, da sploh ne rabiš več. Celo prostora je dovolj za 4 potnike, čeprav dobro v nekem prostorskem razkošju pa ne bodo uživali, to je dejstvo. Ampak da jim je uspel sem noter stlačiti pravi hibridni pogon je v bistvu kar inženirski dosežek, ker prostora res ni velik. Je pa to prinesel toliko enih izboljšav, da se niti misliti ne moreš. Najprej vožnja. Itak, avto je tako prijetno lahkoten za vožnjo, predvsem pa odziven, da ti že samo zaradi tega priraste k srcu. Tudi moči je zdaj seveda več, ker 44 konjev več je, pri toliko majhnem avtu se pa to še kako pozna. Po zaslugi platforme, ki jo v malo daljši obliki recimo uporablja tudi Yaris, je težišče nizko, zato se zelo dobro znajde v ovinkih, ampak izboljšave so bile narejene povsod. Na vzmetenju, krmilnem mehanizmu in seveda zavorah, zdaj so povsod diski. Je pa zanimivo, kako so naredili izboljšave še pri zvočni izolaciji. Tukaj pri armaturki je baje kup nekih dušilnikov, pod pokrovom motorja in na dnu vozila. Izboljšan je tudi izpušni sistem. Pri boljših paketih opreme so pa še šipe majčkeno debelejše. In ker moraš biti na tako majhnem prostoru zelo kreativen, so hibridno baterijo razdelili na 2 dela in jo vgradili prečno pod zadnjo klop, da ne krade prostora prtljažniku, tako da še vedno meri 231 litrov. Notranjost ni bistveno drugačna, ima pa zdaj tukaj večji, 7-palčni zaslon za merilnike, plus tole je novo za prezračevanje, še vedno so tukaj gumbi, zato je enostavno za upravljanje. Spremenjena je pa še sredinska konzola, da so lahko vgradili elektronsko parkirno zavoro. In telefon se seveda lahko brezžično polni zdaj tukaj. Motor je namesto droben litrski zdaj kar konkreten 1,5 litrski, zato so Aygo Cross spredaj za 76 mm podaljšali, poleg prostora pa s tem ustvarjali tudi majčkeno bolj resno podobo. 116 konjev zdaj ponuja sistem, to je 85 kW, če komu to lažje primerjati. Da je z njim res poskočen, pove pospešek do 100 v 9,2 sekunde, kar ni slabo za takšen mestni malček. Govorim, da je mali, 3,77 metra je dolg zdaj in čeprav je 140 kg težji od svojega predhodnika, ima za kar 4 cm nižje težišče in vse to se pač pozna med vožnjo.
Če želite še malo več, je pa ponovno možno izbrati tudi paket GR Sport, ki ni samo izgled, ampak so tudi dejansko drugačne nastavili podvozje in krmiljenje za dirkanje po mestnih ulicah. V Italiji so prodali več kot 70.000 Aigov Cross, kar pomeni, da je tukaj avto zelo priljubljen in tudi zaradi tega je ta mednarodna predstavitev v Firencah. Tukaj se takšen majhen avto kar dobro znajde, ker je promet včasih tako. Še bolj pa sem bil včeraj zvečer presenečen na novinarski konferenci, ko sem zvedel, da leta 2005, ko je pripeljal na ceste prvi Aigo, Google predstavil Mapse in takrat je tudi nastal YouTube. Kaj se reže, toliko star. Sem se zbodil, joj. Ford Ranger je bil lansko leto pri nas najbolje prodajen potovornjak oziroma pick-up. Letos je zdrsnil na drugo mesto in zato se je opremil z novimi mišicami, da bo spet lahko na prestolu. No pa, ker ima uporaben keson, sem ga pa jaz izkoristil še za svojo smrekco. Čeprav tega čisto takoj ne boste opazili, ima na kesonu smreko, na boku še ena vratca, pod pokrovom je pa zdaj 281 konjičkov. To je samo 11 manj, kot jih ima Raptor. Ampak moram biti natančen, to je sistemska moč, 207 kW in zdaj sem v bistvu prišel do bistva, da je to priključni hibrid. Prvi v Evropi. Noben drug proizvajalec ga še ne ponuja pri nas, zato je v bistvu res nekaj posebnega. Sej, če primerjam številke s tistimi pri avtih, ni toliko poseben, ko pomislim, da je to stroj, ki brez težav pleza po terenu, pa po moje vsakogar malo zasrbijo prsti, a ne? Tukaj se ga polni, baterija ima neto kapaciteto 11,8 kWh, kar je v teoriji dovolj za 43 km električne vožnje. No, meni je prej, ko je bila baterija polna, pokazalo doseg 28 km. Pri Fordu pravijo, da takšen pogon v primerjavi s 3-litrsko turbo dizelsko različico prinaša 7% prihranek pri stroških lastništva in ker je tale še cenejši in ker za takšnega v svoji firmi lahko dobite kakšno olajšavo, ker vlagate v čistejše tehnologije, ni čudno, da od njega pričakujejo zelo veliko. Nekaj kompromisov je, itak dno kesona na primer je za 31 mm višje, ker je v bistvu tukaj le spodaj baterija in tudi nosilnost je malenkost manjša v primerjavi s turbodizelskimi različicami od 120 do 150 kg manjša, kljub temu je še vedno tukaj 866 kg nosilnost, kar tudi ni malo, bi verjetno lahko 30 takšnih smrek pelal. In tudi ta lahko vleče 3,5 tone težko prikolico. Plus tole ima. V bistvu zelo uporabna funkcija, za katero je seveda treba doplačati, ampak v tem primeru dobite 3 230-voltne vtičnice, 200 tukaj zadaj, ena pa v kabini, s skupno izhodno močjo 2,3 kW. Če vam to ni dovolj, se lahko še malo stegnete in doplačate za izhodno moč 6,9 kW. To pa v bistvu poganja že kakšen konkreten stroj. In potem, če zmanjka džusa v bateriji, se vklopi bencinski motor, ki deluje kot generator. Osnova je tukaj 2,3 litrski turbobencinski motor, ki ga poznamo že iz Focusa ST oziroma Mustanga in ima 138 kW moči, potem mu pa pomaga še elektromotor s 75 kW moči, no in elektromotor je postavljen paralelno, zato ne vpliva na delovanje štirikolesnega pogona. Menjalnik je pa 10-stopenjski samodejni. In zato bom jaz zdaj s to zeleno energijo pripeljal zeleno smrekco na Belo goro. Na, vsaj delno belo. Evo, še nekaj na svetu pred zimo, ker jih takšen čas, ne? To, da morate vsi imeti strgalo pa metlico v svojem avtu, verjetno ni treba posebej razlagati, ne? Fajn je, če gre slučajno kaj narobe, imeti pa sebi tudi kakšno odejo pa lopato. Enak velja za tekočino za pranje stekel.
takšna, ki ne zamrzne, pa dosti mora biti, predvsem pa imejte kvalitetne brisalnike, da boste dobro videli iz avta. Zelo pomembno je, da preden se odpeljete, dobro očistite svoj avto. Sneg, led, vse to so zimske nadloge in treba je fajn spucati šipe, da ne boste se potem vozili kot v kakšnem tanku s tisto čist majhno lino. Enak velja za luči, spredi, zadi, vse je treba očistiti in priporočam, da zdaj pozim, ko je velikokrat megla, kar ročno prižgete luči, zaradi tega, ker včasih senzor ne zazna, da je slaba vidljivost, tudi če je dovolj svetlo. Mi priporočamo vsaj za ta čas še gumijaste tepihe, ki se ful lažje očistijo, ko je vse tako blatno zunaj, tako kot zdajle, Predvsem pa vsaj 2-krat na mesec komplet pranja avta, predvsem podvozja, da se spere vsa tista sol, ki jo avti pobirajo s ceste. Tukaj je mogoče še eno priporočilo, da je fajn tole gumo, pa tole, pošpricati s kakšnim zaščitnim premazom za tesnila, da bodo dlje zdržale, sploh ko zapeljete ven iz pralnice, je pa treba tudi vse obrisati, vodo, da ne zamrzne, ker potem potrga lahko tole gumo ali pa uniči tele kluke. Pa še ena stvar, prazne kovčke, strešne prtljažnike, vse to odstranite z avta, ko jih ne rabite, zaradi tega, ker samo povečuje porabo. Pa vidim, da se eni vozijo z njimi kar vso sezono. Kaj pa električni avti? Mi imamo zdaj ID4 že 5. leto in ogromno izkušenj, ki se lahko koriste tudi za koga med vami. Prvo priporočilo je, da naj bo baterija vedno napolnjena na vsaj 20% zdaj po zimi, sploh če avto dlje stoji, ker bo enostavno baterija dlje živela. Jasno je, da po zimi električni avti porabijo več energije, tako kot klasični avti pokurijo več bencina, ampak tukaj se to še toliko bolj pozna, ker imajo manjši doseg. Mi smo zmerili, da približno za četrtino manj lahko prevoz, ko temperatura pade pod 0, pa ima tale toplotno črpalko, ki je seveda zelo priporočamo vsem, ki kupujete električni avto, če se boste malo več vozili. Če želite res varčevati, lahko pri takšnem avtu temperaturo v notranjosti nastavite na kakšno stopinjo manj, ker se lahko ogrevate tukaj sedežem pa volanom. Je pa ID4 bil že pred 5 leti dovolj pameten, da je izklopil ogrevanje za sovoznika, če tukaj pač nobene sedi. Ampak ena najboljših lastnosti, vsaj zame, je pa ogrevanje notranjosti, ko je zunaj mrzlo. Enostavno si takole nastavite ogrevanje vsako jutro, kdaj se boste odpeljali in potem avto samo ogreje kabino, odmrzne šipo, ogreje sedeža in volan. Fino je samo, da je avto vmes preklopljen na polnilnico in jemlje energijo od tam, da bo potem baterija dovolj polna, ko se boste vi odpeljali. Med vožnjo po zimi še veliko bolj pride do izraza velik navor električnih avtov, ker ti vlečejo že zelo konkretno takoj, ko speljete, zato bodite majčkeno bolj nežni, sploh pa ne pozabiti na dobre gume. Ti avti so res težki zaradi teh velikih baterij, takšen ID4 recimo tehta krepko več kot 2 toni in vso to maso je potem treba tudi ustaviti na spolskama, Pa kdor ima 4-kolesni pogon, se ne bo čist nič hitreje ustavil, kot marsikdo zmotno misel. Še 2 malenkosti. Zadnjič je isto kot crknil ključ po domače povedan, zaradi tega, ker ga je imel v zunanjem žepu pri -10 stopinjah, pa je baterija šla. Problem? Ne, ker je tukaj noter skrit tudi klasičen ključ in potem tole pokrovček odpreš in imaš spodaj še klasično ključavnico. Potem je dal pa ključ sem in sta se z avtom spet našla. Pa polnilni kabel vedno lepo pospravite nazaj, da ga ne uničite z grdim zvijanjem, ker tudi na vse žičke v njem mraz nima lih dobrega vpliva, pa ga boste dlje imeli. Žan, po čem te poznamo v Sloveniji? Verjetno sem najbolj poznan po tem, da sem glasbenik. Definitivno. In katera je tista tvoja največja stvar, ki se je v zadnjem cajtu naredil? Nov album. In pravkar sem na turneji Snežinki. In nov album, predstavitev novega albuma sledi 14. februarja, kamor moraš prepeljati ženo, punco. Bom obe. Da mi povej, kaj sploh voziš? Vozim Ford Capri, zdaj zadnjo leto. Torej elektrika? Elektrika, 100%. Kako si se navadil na to? Zelo sem se navadil na elektriko in ne pogrešam več bencinskih črpalk in tako naprej, ampak včasih pa bi mi zapasalo malo duše, a veš, malo ko pohodiš gas, pa že tukaj v ozadju slišva neke rjove, in to pa malo včasih pogrešam. Bomo mi danes poskrbeli za to, ampak prej me še zanima, a si imel kako nenavadno situacijo na cestah, kaj zanimivega se ti je že zgodilo za volanom? Nekaj zanimivega, kaj se mi pogosto dogaja, je to, da me ljudje prepoznajo na avtocesti, mi mahajo, mi blendajo. Najprej sem mislil, da mi blendajo zato, ker vozim na nekaj, ne vem, prepočasi, prehitro, ampak pol sem se ustavil, me začnem prehitevati in je. Kako pogosto pa oboževalke z brisalci zbrišeš žol z avta?
Odkar imam Caprija, v bistvu ne rabim brisati, ker ima v bistvu tako dobro nastavljen mehanizem, da kar spolzijo dol. Okay, danes je pred tabo poseben izziv z našo Toyoto, na bencin, jasno. Yes. Prva misel ob tem, ko pogledaš na avto, je? Ko pogledam na avto, moja prva misel je back to the future. Taki feeling mi daje ta avto in komaj čakam, da ga probam. Ok, pa za volan in akcija. Yes, Gremo. akcija. No pa da vidimo več gasa, ekipca. Neki stožci že pokajo. Žan, zakaj je bila vožnja z našim dirkalnikom boljša od romantičnega večera s kako bebo? Ni bila, to je enkrat ena, večer z bebo romantični je definitivno boljši, ampak tole je pa bilo za dušo, pa še nisem ga razbil, tako da dobro je. Zakaj za dušo? Kaj si doživel? Doživel sem to, da ko sem pohodil gas, da je malo zarjovel ta mrcina, pa tudi malo se je bilo treba potruditi. Z volanom predvsem, ker smo vsi navajeni na te avte, lepo gre vse mehko, pa tudi to je bil kar izzivno, ne srečaš se vsak dan z takim poligonom. Ok, tvoj čas, kaj misliš, kako si se odrezal? Nekaj srednjega, verjetno. Ok, koliko stožcev si podaril? Baje nisem nobenega podaril, sem pa premaknil 2. 3. 3 sem premaknil. 3 in to pomeni, da je to 15 sekund prebitka na tvoj čas 1:02:12 in si tukaj! Saj nad Aljo, ok, v redu je. Boga, Alja. Alja je bila prva, Alja je bila ful soverena. No, in? Ja, kaj reči, no. Bravo, Vili, Sixpack, Luka, Filip, Dejan, Ciril. Bom se jaz muzike reč držal na mesto avto. Žan sem pa čisto pozabil povedati, ne, pozabil sem, da dežuje. Verjetno si pozabil. Olajševalne okoliščine, ne, evo ga, recimo, da je to kapljica, ne? Aha, kapljica, dobro. Kapljica za dež, ne? Za dež, kar pomeni, da imaš v bistvu imaš najboljši cajt, ne, v dežu. V bistvu je kar sem, ne? Ja, v dežu imaš najboljši cajt, ne, tako da ni noben drug vozil. Čestitam, ne, to je naše praznično darilo tebi, prvi v dežu, ne. Hvala lepa. Čestitam. Kak fajn. V mokrih okoliščinah se pa znajdem. Ja, bolj je mokro, bolj ti je šlo, ne, ali kak? Tako je, na suho. Težko. Na suho je težko, ne, a veš, ne. Dobro, zdaj, a sva mi še pri avtih, čakaj, okej. Naše zvezde se seveda spet ogrevajo, da spomladi sedajo za volan naše selike, bodo seveda tudi punce, jasno, ampak zdaj smo jih po pravici povedano malo šparali, ker je bilo mrzlo, pa nismo hoteli, da jih zebe, čeprav seliki dela ogrevanje. Najbolj pogumna zvezda pa je letos bila Alja, ki je prva sedla za volan in pri tem res fajn uživala. Mater, ej. Ej, zakaj pa ti nisi letos božičekico? Zato, ko mi ni obleka več prav, ne? Ne, pač zato, ker je Božič bil pred 3 dnevi, ID4 tudi deluje, ne rabi asistence tako kot lani, čeprav lani je tudi ni potreboval, je bila pa cool fora, ne? Ja, zakaj pa nisi ponedeljek brez? Ker je prehitro, v glavnem, zdaj je cajt za moje zimsko spanje, vidva idta delat, v Indijo greta, ali kaj? Ja, veš, ko bo huda reportaža spet. Boja, z BC-ja. Upam, da imata dost oglja s sabo, ne? Imam jaz tablete pa gel, če te skrbi moja prebava. Pa zrihtajte si še turistično zavarovanje. Mava to. Poleg na volan.si nas najdete tudi na Facebooku in Instagramu, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Varno za volanom in se vidimo spomladi. Vse je že pomlad, le kako je toplo. Je, fajn je toplo, jaz sem že razmišljal, če bi si dal to redno, pa bil v kratkih. Sredi decembra. Ej, prosim, jaz sem te hlačen. Jaz sem danes, veš kaj sem jaz danes sedel? 2 deci jogurta sem popil in to je bilo pred 7 urami. Pa si pa pojedel 2 deci jogurta več, kaj jaz. No, pa de.